Če želiš v svojem poslu malo pospeška, sploh zdaj v tem obdobju, ko prihajajo črni petek, pa božično-novoletni prazniki in mogoče želiš zboostati svojo prodajo, objave, karkoli za Facebook oglasi, potem si na pravem mestu, ker tokrat sem povabila v goste Moniko Horvat, strokovnjakinjo za Facebook oglaševanje, s katero bova pogledali, kako se maksimalno pripraviti na oglaševanje v tem obdobju. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Monika, dobrodošla in hvala ti, da si se odzvala spet mojemu vabilu. Jaz ful rada poklepetam s tabo, ker vedno zvem nekaj novega in zdaj, ko smo pred temi prazničnimi časi, se mi zdi, da še toliko bolj pomembno, da zvemo kakšne novosti ali pa kako se pripraviti. Tako da mogoče bi kar šle v akcijo oziroma moje prvo vprašanje bi bilo v bistvu, kako se zdaj tisti, ki ne poslušajo čisto na zadnji trenutek, kako se že mogoče prej pripraviti pred nekimi temi prazniki na samo Facebook oglaševanje. Super, najlepša hvala, Maja, tudi jaz vedno rada s tabo poklepetam, tako da hvala za povabilo. Je v bistvu ta priprava ključna, ampak fajn je, da že začnemo snovati vse skupaj, recimo najkasneje septembra, začetku septembra, recimo, da se že začnemo pripravljati na zadnja 2 meseca leta, ki sta pač najbolj ključna iz vidika prodaje. To seveda imamo v mislih, ampak če mi konstantno oglašujemo, se pravi, da ste res celo leto prisotni z nekimi kampanjami pa vse, lahko seveda tudi tekom leta naredite super preboje, ne samo, da se zanašate na november in december. Ker ključno je, mislim, to se mi zdi ful pomembno, da že na začetku poveva, da včasih v teh obdobjih pač cene oglaševanja ponorijo. In takrat tudi težje pridemo do tistih rezultatov, kot smo si jih zamislili. Tako da tisti, ki mogoče želite zgolj oglaševati v zadnjih 2 mesecih, pač morate biti pozorni, da ne bi bili potem slučajno razočarani, da pa ni bilo tako, kot ste si mogoče vse skupaj zamislili, ne. Tako da ja, običajno potem s podjetji že nekako začnemo, vsaj, če ne septembra, pa potem vsaj oktobra, da se neki plan pripravi, da vidimo, kakšne bi lahko bile kampanje, recimo, kakšne popuste bi ponudili, katere izdelke bi sploh znižali, ali gremo na neko celotno akcijo, ali se odprejo mogoče določene predprijave za dostop do Black Friday ponudbe, ne, tudi to je ful priljubljeno, in potem se pač začne načrtovanje, priprava vsebin, snemanje videoposnetkov, skratka vse, kar potrebujemo, da imamo potem ready, da zaštartamo pravočasno s kampanjo. A pa glede na to, da so cene pač teh oglasov grejo v višave, zdaj to se še vedno splača za recimo tak manjše podjetnike oglaševati ali niti ni, je boljše, da preskočijo? Treba je testirati, zato ker ne moremo posplošiti to za vsak primer, sploh pa, če smo aktivni skozi vso leto, pa imamo recimo že neko skupnost zgrajeno in recimo čaka na tisti popust v letu, ker mogoče tudi vedo, da v tem obdobju največ ponudimo, ne, potem se zna zgoditi res super prodaja pa vse, tako da ne moremo posplošiti za čisto vse, ampak dobro pa je, da pač res potem skrbno bdimo nad temi kampanjami, ki jih izpostavimo, da pravočasno reagiramo, da potem si ne naredimo nekega minusa, ne. Tako da definitivno priporočam vsem, da testirajo, ampak res, da si pripravijo dober načrt, da vedo, kje so lahko prednosti, kje pač so morebitne pasti, in potem nekako grejo v skladu z nekimi realnimi pričakovanji v to. Katere so pa tiste najpogostejše napake, ki jih vidiš pri oglaševanju, mogoče zdaj ali pa v tem obdobju? Ja, zdaj, najpogostejše se mi vsekakor zdi to, da ne načrtujemo, da si pač zmislimo danes, pa smo že začeli, mislim, bi že želeli začeti oglaševati včeraj, mislim, pač to ne gre, vsekakor je potrebna neka priprava, neka analiza, kaj lahko naredimo, kaj ne, ne, tako da to se mi zdi prvi najpomembnejši korak, da sami pri sebi res dobro vse pregledamo.
Druga napaka je ta, kar se drži še iz časov prej, da mogoče štartamo s prenizkim budžetom, se pravi, da si dejansko zastavimo premajhen proračun. Včasih smo lahko s 3 evri na dan delali čudeže, bom rekla. Danes pa to žal več ni možno, ne? Tako da vseeno moramo razmišljati o tem, da z večjim denarjem nekako vstopimo v te kampanje, da smo pripravljeni investirati, pa smo tudi odprti iz tega vidika, ker vseeno, če pač ne konkuriramo z našimi oglasi, potem ostalim vsem, ki oglašujejo, potem seveda ne moremo priti v ospredje in doseči neke prodaje. Tretja zadeva pa je, da si v bistvu ne vzamemo dovolj časa za pripravo nekih kreativ, iz vidika vizualnega dela, kot tudi iz vidika besedil. In tukaj si mogoče mislimo, saj pa umetna inteligenca mi bo pomagala pri vsem tem. Ne, se pravi, še vedno je nujen naš človeški faktor, naša človeška kreativnost. Lahko nam vsa ta orodja pomagajo pri nekih idejah, neki kreativnosti, ampak še vedno potem končen produkt mora biti naš. Morajo ljudje na drugi strani pač začutiti, kaj jim želimo sporočiti, da potem spet pridemo do rezultatov, ki si jih želimo, ne. Tako da to se mi zdijo najpomembnejše napake in pa potem, če gremo bolj tehnično pogledat, je pa seveda, da mogoče spletna stran ni dodelana in ni lahko imamo vrhunski oglas, pa če jih peljemo na spletno stran, ki ni okej, potem seveda spet vse skupaj pade v vodo. Tako da tudi to je seveda ključnega pomena, da nekako si na pravi način uredimo. Koliko pa je budžet, recimo tako okvirno, če rečeš, koliko bi bilo smiselno, da si zadamo vsaj, če ni 3 evre dovolj, recimo? Ja, mislim, tukaj težko je posplošiti, ker vedno pač pogledamo od primera do primera, tudi nekako pogledamo neko povprečno prodajo, ki se zgodi, oziroma povprečen nakup, tako da je že fajn preračunati in pa potem spet cilji, ki si jih zastavimo, ne. To je še v bistvu 5. napaka, ključna, ki se dogaja, da sploh ne premislimo, kaj želimo, ne. Se pravi, če si mi zastavimo nek prodajni cilj, koliko prodaj želimo doseči, potem če vemo, kolikšen je nek povprečni nakup, in potem si izračunamo, koliko približno bi seveda želeli, da nas nakup stane preko Facebook oglaševanja, pa potem si določimo neko ceno iz vidika samega oglaševanja, koliko želimo vložiti, ne. Zdaj tako bom rekla, z manjšimi podjetji, recimo tekom leta, ko delam, je tudi še nekaj primerov, ko investirajo recimo nekje 100 evrov na mesec, recimo, ampak to je potem res manj in mogoče je to samo ena kampanja, mogoče da se naredi ena kampanja za pridobivanje leadov, pa potem jih nekaj pridobimo, pa gremo počasi, da se pač baza polni. Če pa se pogovarjamo o prodajnih kampanjah, pa tudi pri manjših podjetjih, se pravi, kjer so spletne trgovine, pa nek proračun mora znašati vsaj nekje, bom rekla, 400-500 evrov, da se potestirajo določene zadeve, da lahko naredimo več različnih kampanj na različne kategorije, za različne izdelke, tako da 400-500 evrov za spletne trgovine je nek minimum, ki je že smiseln. Zdaj, če pripravimo recimo za črni petek ali pa katero drugo tako neko ponudbo, ki je ful sveža, pa želimo potem z oglasi jo prodajati, koliko mislim, a so kakšne razlike, če je to nizkocenovna ponudba ali visokocenovna, ali lahko greš z oglasi na oboje? Načeloma pri teh višje cenovnih ponudbah je lahko izziv iz tega vidika, da ne ogrejemo dovolj občinstva in posledično ni, bom rekla, takega izplena, ne. Poleg tega pa se moramo zavedati, če želimo kaj višje cenovnega prodati, potem vseeno spet moramo toliko več investirati, da pride pač do nekih konverzij oziroma nakupov, ne. Tako da definitivno je lažje z nižje cenovnimi ponudbami, se pravi, da te čim bolj pospešimo, ali pa recimo dostikrat delamo, da preko različnih webinarjev pridobivamo kakovostne ljudi, se pravi, da se nam tam vpisujejo, potem pa dejansko v živo prodajamo te višje cenovne
ponudbe oziroma se še ena na ena posvetujemo. Zdaj, ne glede na to, če je to, bom rekla, storitev ali je izdelek, se pravi, tam so že fajn neka svetovanja potem, da dejansko lažje potem to dražjo stvar prodamo, no. Tako da za nižje cenovne stvari definitivno, se pravi, ja, dajmo to vzpostaviti, pri višje cenovnih pa je vseeno treba malo razmisliti, kateri korak bi še prej bil vključen, da potem lažje sprovedemo prodajo. Ja, to se definitivno strinjam. Zdaj, če greva recimo pogledat, a ne, od začetka, da si nekdo, nismo mogoče čist pravi čas dovolj hitro začeli, ampak vseeno, kaj lahko zdaj naredimo. Prvi korak je verjetno, da si določimo cilje, kaj sploh želimo. Tako, ja. Potem, Ja, se pravi, najprej ti cilji, običajno je zdaj v tem času poudarek na prodaji, se pravi, to so sales kampanje, tudi ko se dela pač v Ads Managerju, jih tam najdemo pod sales, tako da tam gre večinoma 80% budžeta gre v bistvu, bom rekla, tja ponavadi, ne. Potem pa še razmišljamo, če recimo še naredimo kaj na lidih, se pravi na pridobivanju svežih e-mail kontaktov. Tam včasih damo tudi kakšne prijave na te zgodnje Black Friday liste ali pa na kakšne posebne ponudbe, da dobijo ekskluzivni dostop. Tako da tukaj lahko gre nek določen delež budžeta tudi. Nekateri pa delajo tudi še kampanje za obisk spletne strani, se pravi tako imenovane traffic kampanje, kjer potem dejansko vodijo ljudi na določeno podstran, lahko je to tudi blog ali pa nekaj uporabnega na spletni strani, da jih pač engageajo, da nekako dobijo več informacij in potem sledi seveda naslednji korak, ne. Tako da to so trije ključni cilji, na katerih v bistvu delamo skozi vso leto, pa še bolj intenzivno tudi v tem obdobju. Zdaj, če lide pa traffic ful dobro gradimo tudi organsko, se pravi, da smo tam precej pridni, ne, potem se lahko osredotočimo zgolj na sales kampanje in bo čisto okej, se pravi, potem ni treba tako. Ja, ko si rekla traffic, verjetno nisi mislila, da jih pošiljamo na homepage, ne, na domačo stran. Ne. Točno določeno. Tako. Ali posamezni blog ali karkoli, pač Tako. določeno vsebino, a ne. Tako, ja. Ja, to je zelo pomembno v bistvu, zato ker če samo na homepage pridejo, se tam izgubijo, se pravi, dajte jih poslati nekam, kjer bodo res dobili neke uporabne informacije, da bodo že stopili korak bližje z vami in bo potem dejansko naslednji korak lažji. Ja, ker to se mi zdi, da včasih potem mislim, se hitro lahko razume, se jih pošlješ na domačo stran, pa zdaj pa se naj znajdejo, ne, in potem ni konverzije in ni želenih rezultatov in je pač škoda, ne. Kaj pa kako pa je s temi kampanjami, ki so recimo kake krajše, recimo, da če bi res samo šli na Black Friday, ki je 24 ur, ne, ali pa potem za ponedeljek, a je to smiselno z oglaševanjem kaj narediti za krajše ali niti ne? Ja, zdaj tukaj v bistvu ponavadi damo vsaj 3 dni, no, enodnevnih kampanj zdaj res več nekako ne delamo toliko, edino, če imamo pač zelo močno e-mail listo tudi ali pa pač tudi močno skupnost recimo, ne, pa dejansko potem organsko sprovedemo in napišemo, se pravi zgolj 24 ur ali pa tako traja, ta koda recimo za popust, skratka, da je res nekaj ekskluzivnega, ne. Tukaj bi mogoče še poudarila, da je zelo pomembna ta iskrenost, pristnost, se pravi, če napišete, da je na voljo omejena izdaja, da res samo 24 ur, potem se tega držimo. Se pravi, stranke nas spremljajo, opazujejo, kaj počnemo, in če nas enkrat ujamejo na neki laži ali pa pač na nečem, kar ni bilo najbolj pristno, potem je vprašanje, koliko jih bomo še v prihodnje pač pridobili, ne. Tako da tukaj se tega držite, razen če pač potem obstaja nek tehten razlog, da podaljšate kampanjo in to potem tudi seveda zapišete, pošljete po e-mail listi ali kakorkoli, ne. Tako da običajno zdaj tisti, ki ne bodo prej oglaševali, se pravi, ker nekateri so že tudi v oktobru imeli Black Friday akcije, ne, se pravi, tisti, ki ne bodo prej, da res čakajo na tisti dan, bodo najverjetneje pač vsi delali nekje 3-dnevne kampanje ali pa če je potem res močna enodnevna kampanja, ki se potem res pospeši preko vseh kanalov, ne.
Tukaj je ena zadeva, ki jo je še potrebno upoštevati, ker gremo v neko določeno tveganje. Seveda, mi moramo zneske nastaviti vnaprej in tudi jaz vsako leto, ko pač pripravljam te kampanje, pa vseeno nastavim določene zneske, za katere potem nikoli ne vem, koliko in kako se bodo pokrili, se pravi, kakšna bo dejanska prodaja. Tako da tukaj morate začeti tudi z višjimi zneski, se pravi, da bo res prišla kampanja v ospredje. Potem pa že tekom dneva spremljate dogajanje, če slučajno ni nič od nič, potem pač predčasno ustavite že tekom dneva. Če pa se sproži, že dopoldan recimo neka akcija, pa potem vidite, da se stopnjuje vse skupaj, da so nakupi, potem pa se bo zagotovo vse skupaj večkratno obrestovalo. Tako da, A pa je fajn, da začnemo z večjim budžetom, pa ga lahko pol nižamo, ali to ni najboljše? Ja, definitivno je boljše pri takih zadevah začeti z večjim budžetom, zato ker če bomo dali prenizkega, potem itak ne bomo konkurirali ostalim oglaševalcem in sploh kampanja ne bo prišla v ospredje. Tako da tukaj moramo začeti z višjim proračunom, če želimo pač dejansko nekaj doseči. Ok, zdaj, če se vrnemo malo nazaj po tistem postopku, kaj zdaj narediti. Se pravi, če smo določili cilje, vemo, ali bo prodaja, ali bo leadi, ali bo traffic, potem verjetno se moramo pripraviti grafike, besedila za oglase. Imaš tukaj mogoče kakšne trikce, kaj bi bilo fajn uporabiti, kaj ne spregledati ali pa kaj takšnega? Ja. Tukaj še vedno priporočam testiranje, se pravi, da ne greste samo v eno smer s pripravo besedil in grafik, ampak si dopustite več možnosti. Se pravi, date neke grafike, kjer definitivno izstopa popust, se pravi, da je udarno in imejte v mislih, vedno, ko pač delate te vizuale, kaj je tisto, ob čemer bi se vi ustavili oziroma bi se ustavila vaša idealna stranka. Lahko seveda pripravimo tudi te grafike, pošljemo našim strankam, mogoče imamo z določenimi bolj kontakt ali kakorkoli vprašamo, kako jim je všeč, če bi karkoli recimo nekako še bolj izpostavili, tako da tukaj lahko tudi te trike uporabimo, da malo bolj vidimo, kaj recimo večjim ljudem sede, ker ni nujno, kar je všeč nam, da bo tudi seveda osebam na drugi strani. In ravno zaradi tega si pač pripravite tudi več vizualij. Tako da to so grafike, potem še vedno lahko imate fotografije, lifestyle fotografije, ki so pristne in tukaj, če je fotografija dovolj zgovorna, se pravi, mogoče se vi fotografirate z nekim listom, kjer piše gor popust, ali pa pač ful priljubljeni so tudi videi, kjer potem se nekako napove sam popust, že zdaj vidim, da tudi določena slovenska podjetja objavljajo v tem stilu kot napovedovanje Black Fridaya, tako da tudi to so zelo privlačne kreative in dajte se potruditi, tukaj res kreative morajo pritegniti, morajo izstopati, tako da ne to narediti zgolj z levo roko, ampak se dajte posvetiti in pač narediti nekaj kreativnega, izstopajočega. Kar se pa tiče besedil, pa je bistveno nekako, da spet pritegnejo in tukaj pri Black Fridayju običajno, bom rekla, ne filozofiramo dosti, ampak kratko, jedrnato, tista akcija, ki je, da pač čim hitreje potem pridejo do samega izdelka oziroma do nakupa. Razen, če pa je neka zgodba v ozadju tega, se pravi, to pa bolj pri kakšnih strokovnjakih, mentorjih, se pravi tam pa če je kakšna zgodba v ozadju, pa seveda lahko tudi daljši oglas uporabimo. Udarni naslovi, se pravi tudi to, mora biti jasno, takoj razvidno, se pravi, dajte čim bolj poenostaviti, to se mi zdi bistveno, ker včasih potem želimo zakomplicirati s temi popusti ali kakorkoli, ampak ne, je kar pomembno, da enostavno lahko razberejo. Pa še en del pri tem načrtovanju je ta, dajte ponuditi res v teh dneh najvišji popust v letu, se pravi na neke 5-10% popuste, ne vem, če bodo ravno ljudje reagirali, tako da če le imate možnost, pojdite vsaj tam 20% ali več, če je pač to v vaši moči.
ker če prenizke popuste dajemo, potem spet ni takega efekta, ne. Ker Mhm. je to pač, mislim, ljudje čakajo ta dan, pripravljeni so takrat investirati in zagotovo je to en pomembnejših dni v vaši digitalni strategiji, ali pa tisti, ki bolj osebno zgodbo gradite, pa recimo lahko podobne dneve date tudi okrog vaših rojstnih dnevov, se pravi takrat, da je spet neka ekskluzivna akcija in se splača to pač izkoristiti, ne. Mhm. Tako da ja, se pravi, to je ta del, mislim, nekih posebnih trikov pri sami vsebini ni, ne, se pravi, privlačno mora biti, udarno, jasna komunikacija, pristna komunikacija, tudi to, se pravi, morate biti vi na teh posnetkih, tudi če, mislim, pač bolj se približate vašemu občinstvu, boljše bo, in to je to, kar se tiče, Kaj pa same. emoji? Da, ne? Ja, ja, seveda, spet, če je to del vaše komunikacije, da jih redno vključujete, potem ja, imamo pa seveda tudi primere, kjer brez emojijev pišejo besedila, pa tudi ni nič narobe, ne. Mhm. Tako da to se lahko, zdaj, kar se tiče sami video vsebin, pa so to lahko, če imate izdelke, so to lahko čisto kratke animacije, recimo, da se več izdelkov zvrsti v enem videu in je to res potem krajši video, mogoče 10 sekund največ, ne. Mhm. Če boste karkoli povedali, potem so to lahko daljši videi, ne vem, 30 sekund do 1 minute recimo. Daljših takih udarnih video vsebin pa ponavadi ne delamo, kar se tiče Black Fridaya, razen če se spet pogovarjava o kakšnih programih, ki se prodajajo, da se pove, da se izpostavijo ključna vprašanja, da se predstavi mentor, da pove rešitev, takrat pa je seveda lahko tudi daljši video, ne. Mhm. Kaj pa pri grafikah, to sem še te hotela samo vprašati, a so boljše tiste, a veš, ko izgledajo na prvi pogled že, da je oglas, ali bolj organska zadeva? Ali miks? Tukaj pa testiranje, no, čisto tako, ker včasih nas res preseneti, iz vidika same podobe grafike, in mogoče, če je nek tak element gor dodan, pa nas še toliko bolj pritegne, pa se ustavimo, ne, in želimo prebrati več. Tako da tukaj res testirajte, no, tiste res grafike ali pa mogoče slikico z dodatkom nekega grafičnega elementa, oboje je tukaj smiselno potestirati. Mhm. Okej. Ja, saj se mi je zdelo, sem vseeno raje Ja. vprašala. Kaj pa potem recimo zdaj, okej, oglase imamo, zdaj jih zaštartamo, kako pa zdaj vemo, kdaj je tista točka, ko vemo, a je oglas uspešen ali ni uspešen, pa kdaj se odločiti, da ga ustavimo oziroma Ja. nadaljujemo? Ja. To je v bistvu najtežje vprašanje, zato ker je treba res potem spremljati, ko smo vklopili in ne samo to, kar nam pač Facebook kaže, ampak tudi, da spremljate sicer, kaj se dogaja. Se pravi, če ljudje obiskujejo vašo spletno stran, če dobivate sicer kakšna povpraševanja, maile, sporočila na Facebooku, če že takoj se neke prodaje dogajajo. Se pravi, vse to morate potem nekako vzeti v zakup in spremljati in pač nekako iti s tem, kaj se pač lahko iz tega izcimi oziroma kaj se lahko zgodi, ne. Zdaj, če imamo res zelo visoke budžete nastavljene, potem seveda nekje po 3-4 urah že vidimo, ko se je že nek znesek porabil, pač takrat že vidimo, kaj se lahko zgodi oziroma če je neko dogajanje, potem super in s tem nadaljujemo. Če pa vidimo, da sploh ni nekih klikov, se pravi, čisto možno je, da je strošek na prikaz zelo velik, da je cena na klik zelo visoka, takrat pa seveda primerno reagiramo in če se je že ogromno denarja pač porabilo, potem nekako zmanjšamo tam budžet ali pa gremo čisto ugasniti, naredimo drugačno kampanjo, za katero potem upamo, da se pač boljše zažene, kot se je prvotna, ker tudi to se dogaja. Mogoče vam bo v prvi kampanji zelo nabilo ceno na klik, bo precej visoka, potem boste duplicirali, mogoče samo slikice spremenili in bo že v drugi kampanji povsem drugačen rezultat, ne. Zato pa je pač pomembno, da spremljate in nekako potem pravočasno reagirate. Ja. Je pa bistveno še to, te prve kampanje oziroma vi si jih tudi že več lahko pripravite vnaprej, naložite vnaprej, in jih potem samo vklopite. Zato ker ne se zanašati na to, da boste
na Black Friday, torej tisti petek, ali pa tudi četrtek, se pravi, ne se zanašati na ta 2 dneva, da boste takrat nalagali oglase. Dajte narediti to najkasneje v ponedeljek pred tistim petkom, ker platforma včasih zašteka in takrat pa ne morete nič delati več. No. Tako da, ja, so bila tudi lansko leto, pa predlani sicer ne, mislim, da pred 3 leti mi je nazadnje konkretno štekal oglaševalski račun, pa nisem mogla nič nalagati, nič in potem je kar hudo, ne, če več pač ne moreš nič urejati. Ja, Tako da, ja, ja. ja. Veš, kaj bi še te vprašala, glede na to, da imaš ti veliko izkušenj tudi z strankami, ko delaš za njih oglaševanje, jaz velikokrat vidim, da imajo podjetniki pa podjetnice pomislek, a ne, da s tem Black Fridayem oziroma črnim petkom, da in nočejo nič prodajati. Pa me zanima tvoje mnenje, a se na ta dan več proda ali je to samo tako, vsi samo imajo popuste in ni nekega efekta? Se proda več pri tistih, ki res imajo neko pametno strategijo skozi vso leto, se pravi, da so ves čas prisotni, da imajo čez leto mogoče nekaj, rekla, tudi imajo popuste, ampak ne ravno ful visoke, ne? In potem dejansko ljudje čakajo na ta dan in vedo, da jim bo podjetje to ponudilo, ne? Fajn je recimo tudi, če vemo, da bomo takrat imeli, lahko že v storiju napovemo, tudi pri nas bo letos Black Friday, sem zdaj to pri dostih že videla, tudi čez krompirjeve počitnice, da so že dali v storiju ali pa kaj, da dejansko se že ljudje pripravljajo na to in vedo, da jih bo tam nekaj pričakalo, ampak potem seveda morate zadovoljiti to njihovo pričakovanje, da boste potem nek ekskluziven popust ponudili in takrat se zgodi res preboj pri prodaji, tako da večinoma s temi strankami, s katerimi delam, pa res, da so konstantni, pa da imamo neko lepo strategijo skozi vso leto, se kar konkretno pozna potem ta dan, ne. Da, ja. Imajo pa, mislim, ogromno je še pri nas takšnih slabih prepričanj iz vidika Black Fridaya, ravno iz tega vidika, ker se je to zelo zlorabljalo pri samih popustih, ne? Ker če pogledamo tujino, mislim, tam res potem vidimo ogromne prihranke lahko, pač tukaj pri nas pa so se včasih cene mogoče kaj spreminjale in podobne zadeve, mislim, kar pa ni potem pustilo dobrega vtisa pri ljudeh in pač malo bolj pozorno spremljajo, ne. Zato pa moramo biti pristni, ker verjemite, marsikdo si prej naredi print screen vaših cen in potem primerja, kaj je bilo prej, kaj je takrat in ja, pravim, dolgoročno se take stvari potem ne obrestujejo. Drugače pa ja, se splača. Če imate kakšno negativno konotacijo v zvezi s tem, si namislite neko ponudbo, ki je v skladu z vašim delovanjem. Ne vem, nekateri se odločijo potem ali za brezplačno poštnino, da vsaj nekaj dajo, ali pa pač, da pozivajo k nekemu donatorstvu ali pa kakšnim takšnim zadevam. Pač marsikatera zgodba se da v sklopu tega naplesti, kar je pač potem v skladu z vami. Jaz sem se ravno zadnjič pogovarjala z eno stranko in potem je bila zelo tako proti, a ne. Ja. In potem sem ji rekla, zakaj pa ne narediš tako, da bi, ker je pač imela željo tudi nekaj darovati, da pač vse, kar zaslužiš, pač potem doniraš, recimo, a ne. In je tudi na ta način se lahko zgradi skupnost in narediš nekaj lepega, greš na pričakovanje tistih, ki pač čakajo da jim nekaj ponudiš, da tudi tiste dovoliš si, in se mi zdi, da je škoda, da tukaj potem ne izkoristimo, ker vseeno je nekdo, ki pa čaka na to obdobje, a ne. Ja, tako res je, ne, in sploh, mislim, moramo se zavedati tega, da če imamo izdelke ali pa pač storitve, ki nekomu res pomagajo do boljšega jutri, in nam, da rastemo, ne, potem v prodaji ni nič slabega, se pravi, zato je toliko bolj dobrodošlo, da damo vsaj enkrat na leto to priložnost tudi vsem tistim, ki mogoče prej oklevajo, jim je mogoče tudi cena previsoka ali kakorkoli in jim potem damo enkrat na leto to priložnost, da pa vseeno kupijo od nas, in s tem mogoče tudi postanejo naše doživljenjske stranke, kar je potem spet zmagovalna kombinacija za nas, ne. Ja, točno, to je
to si ful lepo povedala, da v bistvu je lahko tudi to vstopna točka v naš Tako, posel in potem tako, damo neko mogoče manjšo ponudbo, lahko je tudi enkratna ponudba samo ja, za to obdobje in potem tako, stranke za naprej gradimo. Tako da, ja, ja. definitivno obstaja in se mi zdi, da lahko ohranimo svojo avtentičnost in damo eno tako ponudbo, za katero pač res stojimo, a ne. Tako, se strinjam, ja. Ja. Povej mi, a si še hotela kaj opozoriti, dodati, kar te nisem vprašala, pa kar nisva mogoče omenili? Pa mislim, da sve vse zajele. Čakaj, sem si par šminkercev Aha. pripravila. Ne, v bistvu je to, kar sva. Mogoče bi še opozorila na to, da je res nujno, da se ne zanašajo samo na Facebook in Instagram oglase, se pravi, da je pomembna ta večkanalnost, da smo prisotni na večjih zadevah. In pa mogoče še iz vidika pri samih kreativah, sem se še to zdaj spomnila, se pravi, spet nekaj, kar je pri nas, ima slab prizvok, ampak spodbujanje te nujnosti je tudi ključno pri samih kreativah. Se pravi, da se vedo, kdaj je, da so neki odštevalniki na spletnih straneh, to ful dobro deluje, se pravi, čeprav nam to ni všeč, joj, zakaj me zdaj s tem dodatno, ne, ampak ja, se pravi, timerji, ki potem dejansko dajo nekomu vedeti, do kdaj traja popust, da je neka ekskluzivnost, se pravi, dajte uporabiti vse tiste besede, s katerimi boste res ljudem na drugi strani dali vedeti, da je to omejeno, da je samo nekemu ožjemu krogu ljudi dostopno, če je pač recimo zaloga omejena in pa res, da spodbujate to urgentnost, da se bo ponudba zaključila. No, to se mi zdi pri kreativi še nujno, da pač se doda. Ja, drugače pa mislim, da sve glavne zadeve pač izpostavile. Je pa treba se nekako res pametno tega lotiti, da potem nismo razočarani v tem obdobju. Ja, definitivno. Zdaj, za vse, ki imajo mogoče pomislek oziroma si želijo tvoje dodatne podpore, a je možno s tabo delati individualno ali v tvojem programu? Ja, v bistvu, se pravi, program Zboostaj svoj biznis je na voljo kadarkoli, se pravi, če se odločite za nakup, potem takoj, ko opravite plačilo, tudi prejmete dostop in dejansko začnete z delom. Tam je vse od A do Ž, kar se tiče Facebook in Instagram oglaševanja, od vzpostavitve oglaševalskega računa in potem grajenja kampanj in vse. Tako da nekaterim je to dovolj, se pravi, se znajdejo samostojno, grejo po teh korakih oziroma prihajajo potem na Zoom srečanja in tam sprašujejo, ko jih imamo. Individualna podpora pa je tudi možna, je pa res, da so kar čakalne dobe, tako da tukaj je pa treba si potem rezervirati mesto vnaprej, tako da novembra žal težko verjetno, no. Po novem letu pa potem bom spet individualne, se pravi 1-na-1 obravnave bolj imela in takrat je možno tudi takšen način dela. Ja. Ja, mislim, že ta tvoj program Zboostaj, ker sem tudi jaz se priključila, ne, je definitivno ful fajn, pa meni je sploh všeč, ker imaš potem si vedno na tekočem, ko pride kaj novega, ne. Tako da, mogoče ne poudariš tega dovolj, ampak se mi zdi, da je to sploh pri oglaševanju, ko se toliko stvari hitro spremenja, je ful pomembno in v bistvu, da enkrat kupiš, pa da imaš potem skozi na voljo vse novosti, je meni zlata vredno, tako da definitivno priporočam, no. Hvala. Ja, mislim, ni najbolj enostavno področje, saj veš, mislim, toliko sprememb je, plus tega pa sem zdaj že od leta 2013 ali kako dolgo sem že v tem oglaševanju, ne, in še vedno vsak dan znova testiram, se pravi, nimamo neke čarobne palčke, mislim, jaz vam dam neke usmeritve, da pač začnete to pot, potem pa mora vsak najti svoj način, kako bo pač prišel v ospredje in bo pač naredil največji efekt, kar se tiče samih oglasov. In to je pač ključno, da enkrat začneš, potem pa res konstantno to delaš in pač iščeš, kako s kampanjami prodreti. Ja, to pa je definitivno tudi jaz opažam, da veliko podjetnikov, sploh tisti, ki so mogoče bolj na začetku, kar nekako pričakuje, ok, sej, ko bom pa malo zaslužil, bom pa dal v oglaševanje in potem bo bum, ne. Ja, Čisto drugače pa ni vedno
čisto tako je, včasih treba malo Tako. stestirati, traja nekaj časa, pa Ja. tudi lahko denarja, da potem pridejo do Tako, rezultatov, a ne. Ja, nekje 3 mesece časa si moramo vsaj dati, ne, se pravi, ker potem tudi mogoče različne mesece potestiramo, ne, zato ker so tudi neka nihanja glede na sezono pa vse skupaj, tako da 3 mesece se vam že splača testirati, da potem vidite, kako pa kaj. Ful dobro. Monika, ful ti hvala, samo še na hitro, kje te najdejo, vse linke bom spodaj postila, ampak Ja. kje te lahko... Vabljeni v bistvu na Facebook stran Mojster marketinga, tudi na Instagram profilu, me tam najdete, tako da dobrodošli, da se pridružite skupnosti, pa seveda kadarkoli mi lahko pošljete mail na postani@mojstermarketinga.si, pa seveda se z veseljem odzovem na vprašanja. Super, Monika, najlepše ti hvala in pa verjetno vsem želiva uspešno oglaševanje. Tako, res je, uspešno, hvala tudi tebi, ja, pa se slišimo še kdaj, ne? Tako. Hvala ti, čau. Hvala, adijo. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.